Kakšni so sedaj naslednji koraki? Naslednji koraki so pravzaprav ena preprosta logistika do 31. maja tega leta. Pričakujemo sredi aprila večdnevni obisk skupine za evaluacijo, ki bo dejansko zdaj na drug način sestavljena bolj iz ekspertov, bolj iz ljudi, ki vedo, kaj je zimska univerzijada. In potem se pač zgodi končen akt v 31. maja. No, bistvo potem prihaja, ker seveda samo univerzijado organizirati kot športni dogodek ni naš osnovni namen. To je samo eden od ciljev, ki ga preko tega zasledujemo. Za ostale cilje seveda pa je potrebno, da se po tem 31. maju sedemo skupaj in naredimo potem tiste primerne učinkovite organizacijske sheme. Kaj bo pomenila organizacija zimske univerzijade za slovenski šport? Univerzijada bo dosegala mnogo ciljev. Če bi se omejil samo na slovenski šport, vedno bolj prevladuje prepričanje, ne samo v Sloveniji, ampak v vseh okoljih, vseh državah z podobno kulturo, da pravzaprav je najbolj učinkovita investicija javnega in drugega denarja v tradicionalna športna okolja, ker pravzaprav sama kot taka potem generirajo nadaljevanje in je pravzaprav to najbolj optimalno. In seveda z infrastrukturnimi objekti, ki bodo nastali, se bodo v Mariboru pravzaprav ta jedra vzpostavila in seveda to pomeni nova mlada svetišča za mlade in stare, ki bodo pravzaprav tu realizirali svoje življenjske in drugačne. Se pravi, pomembno je, kaj bo po univerzijadi? Natanko tako. To pomeni, želimo pustiti za sabo eno kvalitetno, dejansko imamo ambicijo nadstandardno in športno infrastrukturo. Sigurno se bo javna infrastruktura, da se ta dogodek izpelje na primernem nivoju Slovenije, bistveno izboljšala. In kar je zame osebno zelo pomembno, da gledam to, bi rekel tako, pod narekovajih zeleno, menim, da z univerzijado smo sposobni s partnerji infrastrukturo na Pohorju, to pomeni predvsem zimsko športno infrastrukturo, toliko izboljšati, da tam, kjer že je res več kot evropsko primerljiva in pravzaprav Pohorje kot tako na nov način razumemo, pravzaprav ekološko. To pomeni tam, kjer se že gremo, turizem, naj bo to res kakovosten, preostanek Pohorja pa naj ostane tak, kot je, to pomeni neranjen in v tem smislu pravzaprav tudi en izjemno velik potencial za kompleten gospodarski potencial Maribora in okolice.